V studio danes prihaja predsednik krajevne skupnosti, v kateri se lahko pohvalijo z 220 milijonov let starimi dinozavrovimi stopinjami, železnodobno naselbino, geološkim prelomom in razvodjem med Jadranskim in Črnim morjem, hkrati pa se danes soočajo s pomanjkanjem pitne vode v javnem vodovodu. So zato krivi domačini, občina, komunala ali gradbinci, ki so pred leti vgradili nekakovostne cevi. Brez urejene komunalne infrastrukture pa se utegne tudi rast števila prebivalcev zaustaviti. Kako torej naprej? Bomo vprašali predsednika sveta krajevne skupnosti. Miha Rupnik, predsednik krajevne skupnosti Godovič, dobrodošli, pozdravljeni v naši oddaji. Pozdravljeni in hvala za vabilo v vašo oddajo. Godovič praznuje 500-letnico prve omembe. Kaj vam pomeni to? Ja, v bistvu zelo veliko. Nek datum, kateri je bil sam kraj omenjen in dolgo zgodovino, v katero je vpet kraj in ljudje, ki v njemu živimo. Publicisti opisujejo Godovič kot vrata Idrije. Pravzaprav, ko prideš v Godovič, počakaš, da se spustiš v Idrijo. To je en poseben občutek, ne, če si tako na pragu, na vratih. Tako, na drugi strani pa tudi pot proti Ajdovščini in na drugi strani proti Gorenjski in Žirem. Pravzaprav ste na enem presečišču teh pomembnih poti. To je priložnost za razvoj. Tako, se strinjam. Žal pa ta priložnost ni prav v zadostni meri izkoriščena in si želimo, da bi bila še bolj. 220 milijonov let naj bi bile stare dinozavrove stopinje po Godoviču oziroma v pesku, kot rečete domačini. Tam je tacal nek dinozaver in pustil svoje sledi, ne? Ja. In v bistvu kamnina jih je prekrila in so ostale še do danes. V železni dobi je bil naseljen Jelenšek, to je hrib nad Godovičem, ne? Tam so arheologi odkrili naselbino in tudi pokopališče z, mislim, da okrog 36 žarnimi grobovi. Zakaj ni to območje raziskano do konca? Ta podatek mi ni znan, si pa želim, da se bi pa delo Mestnega muzeja Idrije nadaljevalo tudi na tem področju, da bi še o tem področju izvedeli karkoli več. Godovič je tudi razvodnica, ne? Na eni strani tečejo vode v Črno morje, na drugi strani v Jadransko morje. In zanimivo je tudi to, da med Prvo svetovno vojno ste imeli celo železnico, nekaj mesecev je obratovala železnica do Idrije po Feldbanu, ne? Tako. In imate tudi en nedokončan predor, ki je neka posebna znamenitost. Povejte nam kaj o tem. Tako, ta predor sicer ni bil del ozkoterne železnice, ta predor je bil del železnice, ki bi povezovala Logatec preko Hotedršice Godoviča, Črnega vrha in potem je v načrtih tudi naprej v Mrzli Log in naprej proti Ajdovščini. Ta predor je pa poseben zaradi tega, ker je bil praktično nedokončan. Noter so vidne faze same gradnje. Med vojno je pa italijanska vojska potem del tega tunela preuredila v bunker in je še danes kar precej lepo za pogledati del nedokončanega tunela plus na drugi strani sam bunker. Naštela smo vrsto teh drobnih posebnosti. Zakaj jih ne povežete v eno tako turistično zgodbo? Lahko povem, da je v pripravi učna pot, kjer bo zajemala teh par znanih stvari Godoviča, tako da, če bo vse po sreči, v septembru oziroma oktobru. Sedaj smo govorili o Godoviču nekdaj. Kako pa Godovič danes? Godovič danes iz mojih oči zelo spodbudno, predvsem na vseh področjih. Ureja se industrijska cona, sicer zelo prepočasi. Širitev Godoviča počasi poteka, se pravi, občinski prostorski načrt se uresničuje, tako da sicer tudi tukaj moram poudariti, da precej prepočasi sam, upam, da v Godoviču ni te bojazni, da bi mogli zapreti šolo.
Temelj za razvoj in prihodnost kraja pa so seveda domačini. To je eden redkih krajev v tej občini, če ne edini, kjer se število povečuje. Ja, jaz mislim, da če se bi mogoče malenkost več sredstev in volje dal v to, da bi Godovič lahko ujel marsikaterega, ki se je iz idrijske občine preselil v bližnjo Logaško občino, in bi s tem tudi Idrija manj nazadovala, kar se tiče samega prebivalstva. Kaj vam povedo ti, recimo, novi priseljenci, zakaj se odločijo za Godovič? Jaz mislim, da je Godovič bližina vsega, se pravi, bližina Logatca, Ljubljane, kar se tiče samih služb in po eni strani tudi šol, po drugi strani sončen, prevetren kraj, ima vso osnovno infrastrukturo, tako da prometno urejen in jaz mislim, da je to glavna stvar. Pred 20 leti ste dobili novo šolsko poslopje. Takrat, mislim, da ob odprtju so rekli celo eno nadstropje ni še izkoriščeno, ampak sedaj je najbrž poslopje v celoti izkoriščeno. Poslopje v celoti izkoriščeno. Imate tudi vrtec in podružnično šolo. Ste zadovoljni? Zelo, zelo. Zelo tudi dobro sodelujemo, sama krajevna skupnost s šolo. Tako da, ja, zelo smo zadovoljni. Pa vendarle nekaj manjka. Športna dvorana. Tako, športna dvorana in večnamenski prostor. Temelji v smislu samih dokumentacije, manjka pa sredstva. Se pravi, gradbeno dovoljenje ima občina je investitor v šolska poslopja, nima pa denarja. Tako, gradbeno dovoljenje, moram povedati, tudi tukaj bi tudi šola precej pridobila tudi s tem, ker se bi lahko povečale prepotrebne garderobe in povečala sama jedilnica. Tako da, ja, čakamo na boljše čase in mogoče kakšen razpis, ki bi pripomogel k tem, da bi pač do tega prišel. Krajane povezuje tudi župnija. Sedaj nimate več stalnega župnika. Ne, župnik sicer ne živi v Godoviču, drugače imamo pa zelo v redu župnika, s katerim se zelo dobro razumemo. Tako da. Promet v Godoviču je bil že vrsto let izpostavljen kot točka, o kateri se je treba pogovarjati. Sedaj obvoznica je urejena do take mere, da omogoča tekoč promet s krožiščem. Prehodi za pešce pa še niso urejeni. Res je, v bistvu v krajevni skupnosti smo dali pobudo, ker je prehod za pešce, poleg stare trgovine, se pravi najbolj obremenjen prehod, precej nevaren zaradi pasa, ki zavije levo, se pravi, da avtomobili zastrejo pogled na pešce, zato smo dali pobudo na občino in naprej na direkcijo za ceste, da se semaforizira prehod za pešce v takem smislu, da ko bi pešec prišel na prehod za pešce, pritisne gumb, v tem primeru se prižge rdeča luč in lahko on varno prečka cesta. V kraju imate tudi merilnik hitrosti. Spremljate kaj te dirkače? Odkrito vem, imamo tudi zdaj ta teden še en nov prikazovalnik hitrosti in roka na srce, prikazovalnik hitrosti zelo, zelo umirijo promet. Tako da jaz mislim, da s tem, da če umirimo promet iz vasi proti Črnemu vrhu oziroma iz tunela proti sami vasi, da bo tudi ta prometna kultura na malo višjem nivoju. Komunalna infrastruktura je temelj razvoja in življenja v kraju. Mislim, da lansko leto ste dobili čistilno napravo, ta najbrž deluje, je nova. Težave pa imate, in to zelo resne težave, z vodovodom. Je res. Sam vodovod je dotrajan, v bistvu pušča na večjih delih. Zadeva se počasi sanira, sicer prepočasi, bil je obnovljen del od vodohrana do same vasi. V kratkem naj bi začela gradnja v bistvu enega večjega 260-metrskega odseka, se pravi od Koštela proti Bajerju, kjer je res v katastrofalnem stanju. Tako da zadeva se počasi izboljšuje. Moram pa poudariti, da so pa zaselki Godoviča, ki so še brez vodovoda. To je v bistvu kompleten lok, s tem, da je mogoče
najbolj grozno to, da sam vodovod do Loga je že speljan, hkrati tudi kanalizacija. V bistvu je pa problem v tem, ker splet okoliščin je pripeljal do tega, da zadeva še ni bila izvedena. Se zadeva po pol že premika, tako da mislim, da do konca leta bi skoraj mogla imeti možnost polovica teh hiš dobiti priklop. Kar se tiče same kanalizacije, je pa zaenkrat zadeva ovržena in se bo subvencionirala gradnja malih čistilnih naprav. Kako je lahko 40 let star mlad pravzaprav vodovod povsem neuporaben? To ni res, da je povsem neuporaben, ker 80% oziroma 70% vode še vedno priteče po njem in jo pijemo in je dobre kvalitete. Je pa res, da najbrž sama kvaliteta izdelave ni bila najboljša, hkrati tudi sam material. Tako da delamo na tem, da bo jutri boljše. Gasilci sedaj vozijo vodo, ne? Rešujejo konice. Tako. To najbrž ne more biti dolgoročni načrt upravljanja z vodovodom. Ni, je pa na Gladkem griču, kot se reče, v projektivi trenutno nov vodohran, ki bo omogočil večjo zalogo same vode. Moramo vedeti, iz vodohrana na Gladkem griču se napaja tudi del Dol in Medvedjega Brda, tako da je v bistvu področje kar veliko. S tem, da po mojih podatkih je maksimalna načrpana količina vode 120 kubičnih metrov na dan, ki je po poletnem času, ki je sama poraba večja, pač premejhna, zaradi tega se te konice trenutno pokrivajo z dovozom same vode. Kakšno je stanje z lokalnimi cestami, z javno razsvetljavo? Glede na idrijsko občino mislim, da vzorno. Večino cest imamo asfaltiranih in z javno razsvetljavo, tako da se trudimo in delamo na tem. Na področju gospodarstva lahko rečemo, da imate v Ugodoviču nekaj pomembnih podjetij, nekaj tudi menjujejo lastnike, kakorkoli že. Edina industrijska cona v občini je pravzaprav v Ugodoviču. Tako, in mi je zelo žal, da popolnoma neizkoriščena, oziroma velik del je neizkoriščen, pa morate vedeti, da sama industrijska cona, taka kot je, samega kraja v nobenem primeru ne bi motila, se pravi, ne prometno, ne na kakršenkoli način, zaradi tega, ker je toliko odmaknjena. Tako da ta zadeva mi je žal, da se tukaj zadeva ne razvija malo hitreje. Je ta bližina avtoceste, Logatca pravzaprav magnet, da bi podjetja prišla v Ugodovič? Jaz mislim, da ja, zato je, ker morate vedeti, da od avtoceste je oddaljena 16 km. To ni tista številka in vse ostale druge cone, ki so narejene na področju Slovenije, je marsikatera dalj oddaljena. Na področju turizma sva že omenila neizkoriščene priložnosti z dinozavrovimi stopinjami ali z jelenškov, na primer. Imate še kakšen biser? Pa ja, jaz mislim, da takih majhnih biserjev je veliko, neokrnjena narava. Morate vedeti, da tale naš bajer je popolnoma neizkoriščena zadeva. Sicer se zadeva počasi premika, če nam bo država oziroma nam občini res podarila oziroma odstopila samo okolico, potem bo zadeva bistveno lažja. Delo krajevne skupnosti v minulih 4 letih, kako ga ocenjujete? Po pravici povedano, mislim, da smo dali vse od sebe, kar smo lahko. Sigurno smo kakšno stvar tudi spregledali, ali pa mogoče naredili površno. Sam mislim, da je treba delo z občinsko upravo sprobati, da lahko pol oceniš, kaj se da narediti čez noč, pa kaj se ne da. Imajo krajevne skupnosti dovolj pristojnosti za učinkovito, hitro delo? Mislim, da ja. Je pa potrebna vztrajnost in čas. Tako da mislim, da ja. Jeseni prihajajo volitve, se boste še potegovali za nov mandat? Ne, sigurno ne.
mislim, da sem jaz s to stvarjo zaključil. Želim si, da bi prišla tukaj zraven ena ekipa, ki bi podelila tiste stvari, katere, ne vem, mi nismo videli ali pa jih mogoče premalo časa porabili za to. Tako da, ja, jaz upam, da pridemo do te ekipe. Katere projekte bi morala ta nova ekipa pravzaprav pod nujno izpeljati? Jaz mislim, da je tukaj nujen sam Bajer, zaradi tega, ker to je stičišče mladih. V bistvu edina taka točka, se upam trditi, v občini, kjer se zbirajo mladi od povsod, in njim omogočiti, da se oddaljijo od teh elektronskih naprav in da se tam podružijo in se imajo lepo, tako kot smo se imeli mi včasih. Kako vidite Godovič čez 10-15 let? Prvo šolo, pa z vrtcem. Telovadnico? Telovadnico v vsakem primeru. In govorim polno šolo, popoln vrtec. V tem smislu, da ne bi bil problem rodnost. Drugače pa, ja, Godovič ima svetlo prihodnost. Letos torej obeležujete 500-letnico najstarejše prve omembe kraja v starih dokumentih. S čim se boste obeležili ta jubilej? V bistvu koledar je bil še kar obsežen. Združili smo se in kulturne in športne prireditve. V bistvu predali nekaj prireditev in stvari smo že oddelali. Mislim, da glavna se pa približuje zdaj konec avgusta z urbano razstavo Godovič skozi čas. Takrat bomo predstavili slikovno in strokovnega stališča predstavljeno samo zgodovino samega področja, kjer se nahaja Godovič, tako kot ste prej omenili, od naselbine na Jelenšku do današnjih časov. V bistvu v Mestnem muzeju Idrije so zbrali ogromno število starih fotografij, podatkov in to. In po teh informacijah, ki sem dobil, dejansko je gradiva enormno veliko. Tako da se najbolj veselim mogoče tega. Potem pa ja, v par zgodovinski pohod nas še čaka po Feldbanu in po poteh tele obrambne linije italijanske v septembru, kot sem prej omenil, tudi učna pot. Tako da, ja, mogoče v decembru pa temeljni kamen za novo telovadnico. Lepi obeti za prihodnost. Miha Rupnik, predsednik Sveta krajevne skupnosti Godovič, jaz vam čestitam ob tem jubileju, prazniku. Zahvaljujem se vam za ta pogovor in za obisk v naši oddaji. Hvala tudi vam za povabilo. Sem vesel, da sem lahko delček Godoviča predstavil v vaši oddaji. Srečno. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.